sveta bo pregnan. Da trpljenje, nemoč, razočaranje, da imamo ob sebi nekoga, da imamo ob sebi človeka, da vemo, da nekomu pripadamo, da nismo sami. To je neizmerno dragoceno. In to, da odkrivamo, kakšna lepota je v tej pripadnosti drug drugemu, ne samo na šoli, v Sloveniji, v Evropi, nam odkrivate vi, dragi prostovoljci, dragi evropski ambasadori, dragi dijaki srednje zdravstvene šole. Drage... Naj pomagamo srcem, s tem vem, da je prostovoljstvo tudi zadovoljstvo. Skušajmo skupaj vrniti čim več nasmehov, prebudimo črne misli in postanimo optimisti. Svet je lep. V letu imamo 127 dijakov prostovoljcev, ki del svojega prostega časa namenijo pomoči drugim in to kar v 41 različnih ustanovah. Do sedaj so opravili več kot 2000 ur prostovoljnega socialnega dela, za kar si jim iskreno zahvaljujeva in jim čestitava. Pomembni za nas, ki smo stari. Mislim, to še posebej dobro dele videti mladega človeka. Skratka, hočem reči, da prostovoljci so lahko vsi, ampak prostovoljno delo, ki ga upravljajo mladi, ima še posebno vrednost. Živijo, Martina! Živijo, Luka. Veš, šibam na prostovoljstvo eni starejši gospe. A res? Ja, kako je pa ti to pomagaš? Ja, veš, ene dvakrat na teden gre k njej domov. Poli pa grem v trgovino ali pa ki skuham, kavo recimo, pa veliki pomeni tudi samo pogovor z mano. A res? Ja, čakaj. Koliko ljudi je v bistvu v stiski, koliko ljudi potrebuje našo pomoč in a jo upravljamo v poklicu ali pa pač prostovoljno, je hvale vredno, še posebej pa hvale vredno, če jo upravljamo, pa zato ne pričakujemo nobenega plačila. Tako da... Thank you for how strong I have become. You brought the friends and you put me through hell. I had to learn how to fight for religion. On je najlepši od zdravnikov, želela sem da tiho, preverim bitjenje srca. Just shake it, just shake it. There's a little hoops and more, push it back down to the floor, shake it, just shake it. Imamo pravico do svojih sanj. Enako imajo pravico do njihovih sanj vsi drugi. In mislim, da nam lahko uspeva, kolikor bolj smo med seboj povezani, kolikor bolj si lahko tudi pomagamo. Ne sklenem ta kratek premislek o zadoščenju. Ko se človek verjetno v jeseni življenja sprašuje, ali mu je v življenju uspelo, ali je dosegel tisto, kar si je zadal, se mi zdi, da se dokoplja do tega, da si želi imeti en dober občutek, en občutek zadovoljstva, celo sreče, ko se obrne nazaj. Kot sem rekel, nič ne bo se nesel s seboj na drugi svet. Ampak pustil pečat na tem svetu. In če je na tem svetu poskrbel zase, hkrati pa poskrbel tudi za drugega, se mi zdi, da ima en poseben občutek sreče in zadovoljstva in zadoščenja. Razmišljajte. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide? No,